Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v tokratni oddaji Župan za vas smo v gosteh v občini Cankova. In pogovor bo danes tekel z županom Danilom Kacjanom, seveda o aktualnostih v njihovi občini. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav tudi vam. Danilo, sprejeli ste proračun, kar je pomembno, sicer mala občina, majhna občina, tudi kaj velik proračun ni, pa vendarle lahko začnete delati oziroma delate tudi neke stvari iz preteklosti, ste morali že narediti, popraviti, kot se temu reče, in kaj vas čaka v letošnjem letu? No, res je, sicer smo mala občina, vendar moram takoj na začetku povedati, zelo lepa občina. Proračun smo sprejeli, proračun je pač taj, kot je tudi, bom rekel, nekaj realno zastavljen na situacijo, v kateri pač se nahajamo. Nenazadnje, osnovni problem občine Cankova je, da nam piramidno pada število prebivalcev, tako da za leto 2020 nam je država v bistvu priznala samo 1822 prebivalcev, to se pravi, za te prebivalce dobimo povprečnino. Vsak ekonomist lahko hitro začuna, koliko je to denarja, in vse ostale transferje, kaj pač občina je dolžna že zakonsko tudi zagotavljati, nam absolutno tudi že računica kaže, da nam zmanjka denarja, ampak če je neka volja pa želja, se da kar nekaj stvari tudi narediti. Vsi ljudje nikoli ne bodo zadovoljni, vendar pa pač je potrebno slediti nekim ciljem, potrebam, ki so pač najbolj nujno potrebne. Jaz sem tudi v sami izvolitvi povedal, da je moja prioriteta absolutno zagotoviti vsem občanom, da se še danes pogovarjamo o vodi, je žalostno, ampak je resnično, da je na vas Gerlinci na Goričke še zdaj nima vode. To je za mene nedopustna zadeva, ker je nenazadnje tudi pitna voda osnovna pravica. In jaz imam o tem svoje mišljenje, da smo pač spravili to vodo na izdelavo na lokalni nivo, kar sploh ne bi smelo biti, ker sem zadnjič bil tudi na Ministrstvu za okolje in prostor in sem jih vprašal, koliko avtocest bi zgradili, če bi zgradili na tak način, ko delamo vodovod. Ta projekt je tudi že bil pripravljen, da bi zdaj mogli že začeti delati, ampak se je spet nekdo spomnil, da smo morali narediti vpliv na okolje. Jaz sicer nisem strokovnjak na tega področja, ampak mislim, da je vpliv na okolje voda ali pa kanalizacija bistvena razlika, ker če ti je vodovodna cev poče, po mojem skromnem prepričanju, lahko samo trava bolj raste, ne more biti nekega negativnega vpliva, način kanalizacije je čisto nekaj drugo. Tudi, če hočemo, glede na to, da nam število prebivalcev piramidno pada in da se nam število prebivalcev piramidno tudi stara, moramo imeti v umu, da v kratkem času bomo lahko imeli izredne hude težave zaradi medgeneracijskih razlik in država nima na tem področju dobene strategije. Prav tako mi sami kot taki ne moremo, ampak vem, da je danes že ogromno ljudi, ki si ne morejo narediti niti osnovnih stvari, niti drv in da težko živijo. Tu bomo morali predvsem na tem področju narediti več. Moj moto je, da se čim več ljudi dobivamo in pogovarjamo. Ljudje se zapirajo v štiri stene, kar je najslabše. In če se pogovarjamo, lahko tudi nekaj stvari naredimo, zato smo tudi tu v neposredni bližini šole odkupili eno starejšo hišo, katero smo že tudi odstranili. Delamo v tem trenutku že tudi projekte za vrtec, ker vrtec imamo izredno slabem stanju in se samo bojim, da slej ko prej pride kakšna inšpekcija in nam ta vrtec tudi zapere. In če hočemo, da bomo zadržali mlade in moramo nekaj ponuditi. Običajno mladi, čeprav v Sloveniji se malo običaji spreminjajo, mladi si ustvarijo tudi družino in jim moramo omogočiti neke bar minimalne pogoje, da bodo videli želje, da tu živijo. Tako da projekti že so v teku, kolikor bomo uspešni, sami definitivno tega izgraditi ne moramo. Jaz sem tudi bil na ministrstvu, kjer me je vprašal, koliko imamo učencev, nažalost en čas ne razmišljal, ali naj povem pravilno številko ali ne, ampak na koncu sem se odločil, da povem pravilno številko, ker mi imamo v tem trenutku 136 otrok na šoli, 54 v vrtcu, in mi je tisti človek rekel, ja, kako da to majhno število greste v investicije za vrtec. Jaz sem čisto enostavni odgovor dal, da se strinjam, kaj je njegova ugotovitev, vendar sem ga vprašal, če ne bomo naredili vrtec, če tega ne bomo imeli. In kaj je zdaj večja izguba za državo, naj vsak sam presodi. Skratka, delamo to zadevo in je že osnutek narejen.
Prav tako smo zdaj tu v neposredni bližini občine, na tej strani, takoj ko pridete iz ceste, kupili eno hišo, kjer je pač ta oseba umrla. To je tudi spomeniško varstvo August Pavel. V tej hiši poskušamo narediti eno galerijo in en medgeneracijski prostor, kjer bi se ljudje od mladih do starejših dobivali. In da tudi bomo poskušali se prijaviti na spomeniško varstvo, ker je tudi ta hiša zaščitena. Tako da, kaj se tega tiče, imamo tu zdaj zelo lep zaključeno celoto. Samo jo moramo še nadaljevati in dodati vsebino, za katero smo tudi to zadevo naredili. Lansko leto smo tudi podelili koncesijo za biomaso, ene sončne terme, sončne zadruge. Pričakujem že v letošnjem letu, junija, julija, da bi začeli investicijo cirka 500, nekaj čez 500 tisoč evrov, kar občina v nobenem primeru ne bi mogla imeti. Enostavno koncesionar v bistvu ne se mogel zavedati, če ne bo imel zadovoljnih odjemalcev, mu tudi koncesija nič ne pomeni. In mislim, da smo to naredili zelo dobro potezo, ker z obnovo celotne sistema te ogrevanja, ki je že 18 let star, peč, sem se vsake večer še zdaj, ko je mrzlo, se bojim, da bo se vse skupaj stavilo, da bomo naredili nadgradnjo tega in da bo celotna rekonstrukcija tudi tega prišla in bomo v sklopu tega tudi z dogovorom z tem koncesionarjem še tisto cesto, kjer bo najbolj razkopano, tudi zaasfaltirali. Podelili smo tudi koncesijo za kanalizacijo. Sami veste, kakšne težave so z blatom, kaj bo tudi v prihodnosti, se še bojim, da bodo to večje težave. Skratka, v lanskem letu smo naredili precej, jaz ne bi več o lanskem letu, rajši bi se osredotočil na letošnje leto. Naredili bomo toliko, koliko bomo imeli. Ker moja teorija je, da občina posluje isto kot privat življenje. Mi lahko zapravimo toliko, koliko si ustvarimo. Je pa res, da si mi kot občina sama, ljudje dostikrat imajo zgrešeno mišljenje, razpisi takšne ali drugačne, je res, ne, ampak meni lahko neka država ali pa iz evropskih sredstev dobim 90% nekega denarja, ampak nažalost ga 10% ne morem sam kot občina ustvariti in smo mi lahko samo v partnerji v nekih zadevah, da smo vagon, ki čakamo lokomotivo, da se preklopimo in da na koncu naredimo neko zadevo takšno, kot je. Jaz sem v izvolitvi tudi povedal, da 8 vasi, ki je pač v območju občine Cankova, vsako leto dobimo res neki denar, sicer ne vem, ni neki znesek, v letošnjem letu je to 84 tisoč evrov, za razvoj kraja in sem povedal, da ta denar bo namensko vsako leto šel v 2 vasi, ne glede na velikost ali ne. Tako bo v letošnjem letu se naredila ulična razsvetljava v Domajincih. Zakaj ulična razsvetljava? Iz preprostega razloga. Pločnikov še verjetno hitro ne bomo imeli. In ljudem moramo zagotoviti neko predvsem varnost. In populacija, ki tudi sem že povedal, da se nam stara, ne, še to najbolj koristiti mora. In to imamo v proračunu, že smo tudi projekt prijavili. Letos je tudi Skakovci in Cankova, imamo sicer skupno pokopališče in v okviru tega bodo Skakovci tudi vložili v pokopališče obnovo celotnega kompleksa. Tam bomo tudi pri pokopališče odkupili eno parcelo, ki bomo imeli parkirni prostor, ker je nevzdržno, da imamo pokopališče ob regionalni cesti in je tudi nažalost ob dobivanju ljudi, ko se dobivajo na pokopališču, predpogoj varnost. In ena od teh zadev je tudi parkirni prostor. Skratka, kar nekaj aktivnosti se odvija. Jaz osebno se dosti trudim, ker imamo še pereče zadeve, zadrževalnik jezera v Kraščih, ne, kjer ljudje imajo dostikrat tudi narobe mišljenje, to ni nobeno jezero, ampak je zadrževalnik. Če bi bilo jezero, bilo bistveno drugačen status. In tudi ta kompleks ni samo kompleks občine Cankova. Mi to zadevo lahko rešujemo skupaj z občino Rogaševci, ker so tudi sestavni del tega teritorija in nenazadnje Krajinski park Goričko, če živimo v tem delu. Jaz se strinjam, da imamo neke habitate, da imamo tudi neokrnjeno naravo, ampak to pa ne pomeni,
da je ta zadrževalnik zdaj v takem stanju, da že dostikrat se tudi sprašujem, ali ni zdravju škodljivo. In meni kot župan je prva naloga, prioriteta, da zagotovim občanom in občankam zdravo okolje, v katerem živijo. In če je ta zadrževalnik že bil narejen z nekim namenom, da smo bili tudi solidarni za celi Ledavski, ta podol dol za Mursko Soboto, načelo, da ga ne bo poplavljalo, pričakujem tudi, da bo država, tudi Ministrstvo za vode, ki je lastnik neposredno tega, tudi te bo primerno to zadevo sanirala, ker občina tega denarja nima. Ne. Za intermezzo moram povedati samo to, da odvoz mulja prije 4,5 milijone evrov. Ne. Proračun občine Cankova realni je 1,9 milijon, naj vsaki gledalec in gledalka presodi samo, lahko to naredimo ali ne moramo. Ne. In imamo tudi pereči problem gume v skakovcih. Ne. Tu tudi država ima mačehovski odnos, ne, ker ko nekoga izda dovoljenja, mi na to nimamo nobenega vpliva. Ne. Ko pa prije do problema, pa je pač občina tista, ki mora nekam to odpeljati. Ne. Smo intenzivno, zdaj pač potekajo pogovori, kaj s tem zadevo narediti, ampak vedno si podajamo več ali manj samo vrata. Končne rešitve ni. Je pa res, da občina tu je sama kot taka, jaz kot župan se bom potrudil, koliko je v moji moči, zdaj koliko bomo slišali ali ne, to je zdaj drugo vprašanje, ampak če ne bo ne nazadnje tudi malo bolj, bom rekel, postali glasni, tudi ne nazadnje malo bolj ose, ki do konca tudi lahko pičijo, drugače ne bo z tega nič. Delam tudi zdaj aktivno že kar nekaj časa na teh sončnih termah v Korovcih. Tu je res ena zadeva, ki so pač pred leti govorili, da bo to paradiž. Danes je to eno veliko smetišče. Trudim se, glih pred kratkim sem imel tudi sestanek na to temo, lastniki so še znani. Problem je nastal zdaj v tem trenutku verjetno, ker nekaj zdaj sončne terme tam, mislim, da je težko to izvedljivo, ker se bojim, da več, veste sami, da pada voda, nivo vode v celotnem Pomurju in tudi ne nazadnje v celotni te naše regiji in da bi zdaj danes pričakovali, da bi nam država dala kar koncesijo za uporabo vode, je verjetno malo iluzorno pričakovati. Mislim pa, da se da te zadeve izkoristiti v neke druge sfere in že potekajo pogovori. Jaz ne bi rad prehitro nekaj šel. Skratka, kar neke stvari se mučimo, pa delamo in koliko bomo uspešni, bomo na koncu videli, ampak ne glede na to, da sem pač povedal, da so tudi določene težave, pa mislim, da so ljudje malo razumeli, da vse naenkrat ni možno narediti. Ne. Je pa res, da bo država morala svoje odigrati. Ne. Vi veste, danes eno optiko, ena občina narediti sama ne more. Ne. Država, če se ne bo zavedala, da obmejni kraji so po mojem mišljenju zelo pomembni faktor v tej družbi. Ne. Mi se dostikrat primerjamo, da omejimo na občino Radkersburg, kjer sem bil presenečen, ko sem slišal podatke, da je v lanskem letu bilo 650 tisoč nočitev pri njih. Ne. Se mi zdela fascinantna številka in sem si mislil, samo par procentov ljudi, če bi prišlo k nam. Ne. Istočasno pa sem se mogel vprašati, kaj pa smo sposobni ponuditi. Ne. In ko prijem do tega vprašanja, nimam odgovora, ker nič kaj dosti nimam. Ne. Tako da moramo biti tudi dostikrat malo samokritični, ne. In država je tista, ki je morala regionalno tudi pokrivati neke zadeve. Sedaj so bile mestne občine, sedaj so primestne občine in tudi vidim zdaj strategijo do leta 2050, ne, bomo še naprej bolj obrobne neke zadeve in se bojim, ker je občina Cankova lepa občina. Mislim. Težave seveda nastopijo tudi pri, kot ste rekli, zakonsko določenih obveznosti, ki ima občina, nekaj ste povedali v vrtcu, v šoli, zdravstvo, socialni transferi, ne nazadnje, pa verjetno tudi kaj besed o aktivnem življenju preko društev, ki jih imate v vaši občini. No vse, tako kot ste že povedali, ne, država je ogromno obveznosti prinesla na lokalne skupnosti. Ne. Istočasno že samo dvig osebnih dohodkov v javnem sektorju, ne, je država potrdila, ni se pa vprašala, odkud denar. Mi na šoli v tem trenutku mi moramo tudi vedeti nekaj, ne, da mi smo specifična občina, imamo 11% populacije tudi Romov, kar ni zamerljiva zadeva, ne, ampak pri vsem te zadeve sem jaz najbolj zaskrbljen, samo en Rom je šel v prve osnovne šole. Pa ne zaradi tega, da ne bi hodili v šolo, ampak ker jih ni. Ne. Mi imamo v celotni populaciji 7 otrok v vrtcu,
pa v celotni šoli 17 otrok romske populacije. Ljudje dosti krat imajo tudi napačno mišljenje in tudi neke podatke, da občine za romsko populacijo dobijo neki dodatni denar, niti centa ne dobimo. Ne? In ogromno Romov se je tudi zaradi tega, ker delajo v Avstriji, tudi odselilo za stalno tja, zaradi vojne obdavčitve. Ampak kljub temu gro njihove družin pa sem pa tja še ostalo pri nas. Ne? Ampak šola tudi v tej obliki, ne, kot zdaj je dolgoročno, če bo tako, se bojim, ali je bo rentabilna ali ne bo. Ne. Mi smo tudi zagotovili ljudem center za krepitev zdravja, ne, od katerega začetka sploh niso koristili, zdaj so ga začeli. Ne. Na Cankovi mi na razdalji 300 metrov imamo vse. Imamo od zdravnice, morali bi dobiti tudi 2 zdravnika, ampak nažalost, takrat, ko bi tista oseba morala druga zdravnica pridelati, se je odločila rajše, da je šla v Avstrijo in da imamo zdaj samo eno zdravnico, imamo zobaro, imamo lekarno, imamo, ne vem, vse imamo, ne. Ampak če na koncu ne imeli ljudi, na koncu nam nič ne bo to koristilo, ker bodo to samo prazni objekti in ne bo nikomu nič služilo, ne. Tako da je res država tudi te socialne transferje, ne. Kaj nam zdaj pomaga? Mi ogromno plačujemo tudi domov takšnih in drugačnih, pol pa imamo neko lastništvo, 1/3 v nekem nepremičnine ali pa v nekem, ne. In imamo na koncu samo težave s tem, ne. In tudi občina kot taka, jaz sem tudi povedal, da se bomo zdaj morali slej ko prej odločiti, ker imamo kar nekaj nepremičnin, kaj bomo s tem, ne. Imamo 3 mejne prehode, ne. Zdaj samo propadajo. Tako da jaz, če drugo ne bomo dali kjer zastojem najem, samo da ga vzdržuje. Vi veste, zdaj vremenske razmere se vedno spreminjajo, ne. Zdaj, ko je bil ta močen veter, da nam odkrije to zadevo, vse mi nimamo centa, da bi lahko to pokrili. Tako da jaz mislim, da nas čaka še kar ogromno dela. Pričakujem pa predvsem to, ne, da bo država kot taka, zdaj tudi kriza sistema je vlada padla, zdaj se sicer sestavlja nova vlada, ne. In tudi danes na vseh ministrstvah projekti stojijo. Noben ne upa nič narediti, ne. Čas pa teče neizmerno hitro, ne. Tako da, če letošnjem letu ne bomo začeli delati vodovoda, se bojim, da bo zelo kriza. In tudi, če bomo ga začeli v jeseni delati, se bojim, da bo zadeva zelo težka, ker do leta 2023 mora biti ta projekt končan, pol bomo delali spet vse na silo in pravijo, ne, ko hitro delaš, slabo delaš, ne. In bomo imeli spet na tem področju težave. Tudi reč po optika, zdaj en program Rune že izvajajo 3 leta, pa iz tega nič. Tako da mislim, da še nas čaka. Rekla sva, da bova kakšno, rekla tudi v društvih se mladi vključujejo v družabno, društveno življenje vaše občine, verjetno kakšno kulturno društvo, športno in podobno. Vse tu pride do srečanja medgeneracijskega. No, po društvih smo število prebivalcev res fenomen. Mi imamo 7 gasilskih društev, ne. Da ne bom rekel, nogometno klubi, vsaka vas ima, ne. Tudi veliki nogomet je. Skratka je, ampak imam občutek, da se mladina premalo vključuje. Moje prepričanje je, bom rekel, jaz vem, da je problem v družbi alkohol, droga, ampak se bojim, da smo še pred enim večjim izzivom. Predvsem suženjstvo elektronskih medijev. Otroci grejo na izlet, pa sploh ne vejo, ki so bili. In mislim, da bomo morali na tem področju nekaj narediti. Mi tudi, zdaj bom rekel, lansko leto smo se prijavili na en razpis za obnovo igrišča za met na travo. Letos smo se tudi prijavili na razpis Fundacije za šport za obnovo atletske steze. Mi imamo lepi kompleks za osnovno šolo, ampak sem dosti krat žalosten, ker vidim, da je več ali manj prazno. Postali smo nekako, bom rekel, družba, kjer ne znamo, po mojem mišljenju, prav motivirati ljudi. Ne nazadnje, družabno življenje pri nas, bom rekel, se dviguje. Tudi zdaj imamo kar nekaj prireditev planiranih, upam, da ta koronavirus ne bo vsega odnesel, ne. Kar se bojim, da je zaskrbljujoča zadeva, vendar pa po mojem nestrokovnem prepričanju je treba predvsem ljudi pomiriti, jih še bolj vzdrževati, ne da se jih zdaj ločujemo in da nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, ne. Tako da jaz mislim, da leto 2020 ne bo glih ne vem kako lepo, ampak če je optimizem, ki je želja in volja, po mojem lahko tudi tiste slabe stvari odpraviš in se lahko, po mojem, na koncu leta vsedemo pa vidimo, kaj smo naredili. Mislim, da naredili bomo več, kot pa tisto, kaj ne bi nič naredili.
Bodi tako optimističen pogled, kot ste ga navedli, župan Danilo Kacjan, župan občine Cankova, prenešen tudi na vse vaše občanke in občane. Verjamem, da ni tako slabo, kot morda na prvi pogled zgleda, in da, če bo dovolj optimizma, predvsem pa dobre volje, pravijo, ker je volja je pot, da bo letošnje leto 2020 vsekakor po želji vaših občank in občanov. No, absolutno, to, kaj ste vi pač povedali, ne, jaz mislim, da bomo morali predvsem v Pomurju začeti malo drugače gledati na to našo regijo, da bomo se mogli predvsem povezovati, pa združevati. Predvsem te male goričke občine, kot smo, ne, ker sami projektov ne bomo mogli peljati skupaj, pa lahko naredimo bistveno več, kot pa vsak individualno. Naj te želje in seveda napotki sedajo v prava ušesa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije As v oddaji Župan za vas, smo bili v gosteh v občini Cankova. Hvala za gostoljubje, Danilo Kacjan, župan, in vse dobro vam in vašim občankam, ter seveda občinski upravi in občinskemu svetu v letu 2020. Hvala lepa.